Dobro došli na Ocvirki podcast. Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, dragi gledalke, dragi poslušalci, drage poslušalke v današnji 16. epizodi Ocvirkov podcast. Wow. Dobro došli na... To bi bila pa dolga poved. Ja, to vse eno. Zdaj lahko prepišeš pa tvoriš vse stavke. A vse stavke, oh my god. Ja, ko smo enačbe pisali. Misliš, da bi še vedel, kaj je vse stavke? Ne. Jaz ne, sam vem, da so obstajali. Žal. Nekaj bi se še spomnil o stavčnih členih. Ne bi se Ja, prav sam ne prav S-stavke. Soško si imel poveti in pol si zagori pisal nekaj, pa pol nekaj. Ja, nekaj S, ja. To se ne spomnim, jaz neč več. Ja, jaz tudi ne. Oh well, Če se kdo spomne, je piflar. Zelo dobro. Labelam kar vse zele. Vse sloveniste. Šoveniste. Kako si kaj danes, Matej? Danes sem lepo, počutim se zelo sveže in šarp. Sveže in šarp. Sveže in šark. Ja, tako. Danes pa bomo se pogovarjali o eni zanimivi temi in sicer o prehrani. Wow. O prehrani. To bo tudi... pa kar velik zalogaj. Ja, me bo veliko takih fori, če dan spadlo na to temo. Mogoče bomo obravnavali tudi take stvari, ki so tuje in zanimive vsem mamam po svetu in vsem, ki se čudijo mogoče po kakim izrazom, ko pa kaj druga. Kaj je kalorija in kaj je... Kaj? Si rekel, da je to zanimivo vsem mamam po svetu. Ja, ker ponavadi očeti so tak, ne vem, če si kupil kdaj proteine. Ja. No, ko si jih prinesel domov, po moj oče je bil tako, ko imaš to, neko razumem, kaj misliš. Ja. Ja, nož se pa pika zdaj. Ja. To pa poješ in pol, ker mišice rastejo. Ja, ali pa se boš ful zredil. Ali pa to. Tako da ja. Tako da danes bi se malo pogovarjala. Se boš še videl čez nekaj cajta. Točno veš, o čem govorim. Tako da danes bi se pogovarjala, kaj so makrohranila, kaj so mikrohranila, kaj je dieta. Kaj je način prehranjevanja, kakšna je razlika? Vsaj površno za začetek, oziroma verjetno bomo zabredli, kje. To so vse koristni izrazi. Če vas zanima, kaj si lahko greste prebrati in se vidimo naslednjič. Ne. Okay. Ne, super temo si izbral. Velikrat smo se že kaj o prehrani pogovarjala, ker se zelo rada prehranjujemo. Top. Ampak ja, zelo pomembna tema. V glavnem ful je stvari takih, ki se mi zdi, da zbujajo nek strah ali pa neke dvome, ki pa moje sploh niso potrebni. Ali pa ne vem, bomo videli sproti, I guess. Okay. A bi rekel drugač, koliko pomembna tema, ne tema, kako bi rekel, koliko pomemben temelj v življenju je prehrana. Jaz bi mogoče dal pred prehrano samo spanje. Pa jaz bi dal telovadbo pred prehrano, ampak mislim, da marsikdo ne bi. Bi dal telovadbo pred prehrano? Ja. Zakaj? Zato, ko mislim, da se lahko dobro prehranjuješ, pa ne telovadiš, pa boš do neke točke v življenju fajn prišel skozi, pa bo pa vedno slabš, ker ne boš imel mišične mase, pa v redu kosti, pa dobrega ojačanega srca. Če boš pa se slabo prehranjeval, boš pa še vsem izničil veliko slabih stvari, ko si jih slabo prehrano naredil. Sam zato bi dal... Sam bi dal še vsem prehrano na prvo mesto, ker kaj je bolj življenjsko pomembno, da ti telovadiš ali da ti pač ješ pametne stvari, pa moje, če gledaš, kaj ti bolj vpliva na življenje, na koliko cajta boš živel, pa moje lahko ti nič ne exercisaš, pa si sam, pač ne zrabiš biti zdaj couch potato, ampak načeloma, če si en navaden zemljan, lahko pa moje normalno hodiš okrog, pa to pa če imaš ful urejeno prehrano, boš sigurno boljš, pa dlje živel, pa bolj boš zdrav. Kukor pa obratno. Če ti zdaj ful exercisaš, ampak si pa vmeko skozi. Jaz bi malo pretiravam, iz sam pač vidika informacij, kar imam pač v študijah o dolgoživosti, kaj najbolj vpliva, sem se pač za to tako odločil. Da je to na prvem, na višjem pač pomembnejšem mestu. Ker še vedno lahko ti poješ nek shit,
pa greš pol ure potem telovaditi, pa boš tisto glukozo pokuril, ko si jo dvignil z nekim ful visoko kaloričnim ali pa če je veliko glikovih hidratov ali pa sladkorja. Lahko se spasiš, no. Tudi v tem je ena vrsta diete, je if your macros allow it, poznaš? Ne, to še nisem nikoli čutil. Evo, zanimivo, super, da je malo izobrazim. V glavnem pri tem načinu prehranevanja gre, da ti sam paziš, da zadovoljiš vse makrote, ki jih pač moraš vnesti v sebe, vse ostalo pa ni važno. In glih mogoče je tukaj ta paz, da ti lahko pol samo iz slabe prehrane črpaš hranila, ampak na dolgi rok to ni najbolj dober. Razumem, ja. Lahko recimo ti, lahko rečemo, da vsako živilo več ali manj ima vsa 3 osnovna makrohranila, ne? In zdaj lahko ti sam eno to živilo ješ v bistvu, ampak zdaj kulk, ne? Ja, da ti zadovoljiš potrebe po vseh hranilih. Zato te lahko mogoče to nese, ne? Lahko ti ješ res samo sranje, pa zadovoljiš, ne? Pa še vseeno boš zbolel zaradi tega. Sam vrnil bi se na uno prej, zaradi tega, da ne bo kdo razumel, da sem hotel določiti, kaj je najbolj pomembno, ampak hotel sem sam dati point, da je sigurno med najbolj pomembnimi stvarmi v življenju. Da ne glede na to, kak si predstavljaš, kaj je zdaj boljš, da so zihar top 3 spanje, prehrana pa vadba. Ne? Ja, to mislim, da so jaz tudi, vse stvari. Drugače pa tole, ko si rekel za if your macros allow it, sem se sam spomnil, da, a veš, ko je tok proti procesirani hrani argumentov, da je to ful slabo za nas, ne? Kar pač se v veliki meri strinjamo, ne? Ampak da, če povzameš, zelo je lahko za individualno osebo drugač, naprimer, če vzameš nekega vrhunskega športnika, bomo zdaj dala en res ekstremen primer, ne vem, NBA košarkaša, ampak mogoče ne Luka Dončiča, ki ni tak priden. Ampak če vzameš nekoga, ki je res absurdno fizično aktiven, bo res toliko veliko kalorij pokuril, da oni recimo jim bo ful težko zadostiti svojim kalorijskim potrebam sam z whole foods. Ja, mora full food treba pojesti. Ja, in tukaj v takih primerih jim lahko pač pomaga, da bolj znosno živijo celo, če procesirano hrano jejo, ker pač dobijo vsaj tiste kalorije, ne. Ni pa to optimalno, sam boš pa težk, ne. Sam res pokuriš več, kot pa povprečen človek. Ne. Zdaj, če bi mogel ta majster sam jajce jest, ne? Ja, to... Trek enih jajc pojest. No, sam to je spet ekstrem po ene strani. Ja, se pravim, to je bolj, itak ne govorimo o povprečni osebi, ampak sklepam, da to, ko se ima danes menila, so vse stvari, ko so za povprečnega človeka super pa uporabne, ne. Ja, po mojem definitivno, ker mislim, da ne bom, videla, koliko nas zabredla, ampak... Čeprav, a bi rekel, če zdaj govorimo o povprečnem človeku, da se veliko ukvarja s temi stvarmi, verjetno ne. Ne, mislim, po moje imaš nek spektr, ne, tega spet nekateri, ki so ful v tem, pa še vsaj niso zdaj profesionalni športniki, ampak večina bi rekel, da se ne toliko. Torej, če ste povprečen človek in poslušate tale podcast, boste po tej epizodi postali nadpovprečen človek. Ali pa povprečen, velikrat tudi kaj tega. Ej, ti tvani. No, zdaj te bom popustil, da narediš uvod v naslednjo, oziroma naslednjo, ne vem. Karkoli že, ne? Ne vem, če si sploh že začel. V bistvu jaz smo že zabradla v prvih, koliko časa je to zdaj? Prvih 8 minut. Ja, okej. V glavnem, najprej bi sam dal na razen makrohranila pa mikrohranila, o tem sigurno ti tudi veš zelo veliko. In zdaj mogoče jih sam naštejem, se ne bi šel preveč. Makro sam hranila, da imamo ogljikove hidrate, maščobe pa beljakovine, to so te 3 skupine. To so makro. To so makrohranila, in pač te potrebujemo v večjih količinah, da zagotovijo neko energijo. Medtem ko mikrohranila so pa v bistvu samo vitamini pa minerali, teh pa v bistveno manjših količinah. In pač načeloma tudi, mislim, da makro te se meri več ali manj samo v gramih, medtem ko mikrohranila, ne, tako se neko se meri pa v mikro, ali pa še v enih nano najbrž, ne? Mili pa mikro, tako držijo. V glavnem v dosti manjših količinah, ja. Tako. Kaj pa, če gledaš kdaj embalažo, si se kdaj vprašal, kaj je tisto, ko piše KC, ali pa kaj je fora tega? Kilokalorije pa kilojoule, ne? Kaj je fora?
Ne vem, jaz se ful ignoriram kilojoule, pa se kar na kilokalorije osredotočam, ne? Ampak kaj je, kilojoule je v bistvu energijska vrednost. Pač kolikor jaz razumem, je isto, je oboje enota za energijo, ne? Ampak tako imaš Celsius pa Fahrenheit. Ja. Sam mogoče pač kalorija oziroma KCAL piše pa zdaj, kadar govorimo o kalorijah, je vedno v bistvu beremo kilokalorije. To je pač pogovorno, je to za nas smrtnike eno in isto. Tako smo rekli, to je neka enota za za energijo v hrani in pač ena kalorija je približno 4,184 kilojoule. Da bi se samo malo več. Ampak v glavnem jaz mislim, da je nisem tako rekel. V glavnem, ena kalorija, približno 4,2 kilojoule. To je v bistvu samo ta razlika. Zdaj ne vem, kdo specifično uporablja to, pa nisem šel raziskovati, da bi vedel. Čak, vse je KCAL, je kilokalorija. Ja, tako. Ko pogovorno ful govorimo, da ima toliko kalorij. Tako je. Ampak to je v bistvu eno in isto. In zdaj osnovno najbolj izračun, te bomo tako še govorila verjetno kaj naprej, je pač calories in calories out. In zdaj, če dlje časa uživamo več energije oziroma več kalorij oziroma več kilojoulov, kolikor potrebujemo, pa se bomo zredili in obratno. Torej, če pa premalo zauživamo, pa shujšali. In pol to vodi v nek primanjkljaj teže, če hočeš. Ali pa, kako se reče po slovencu? Obratno od presežek. Ali pa se zrediš. Tako. Če pač več zaužiješ, ko pa pokuriš. To je fajn, je velik zaužiti. To tukaj pa pač verjetno se oba strinjamo, da ima pomembno vlogo življenjski slog pa nek prehranjevalni vzorec, o tem pa ima še pač naprej. Zdaj pa imamo dva pojma, eno je dieta, pa drugo je prehranjevalni slog, to, ko sem prej rekel, da še to malo rašljeno in zdaj pač če bi zelo na kratko hotel to povzeti, je dieta pač nek kratkoročni režim prehrane. Ali je to zdaj, ker hočeš sam shujšati, ali imaš neko zdravstveno stanje, ali iščeš recimo, kaj na tebe slabo vpliva, čeprav to je v bistvu zdravstveno stanje, zdaj, ko razmišljam. Pač v glavnem za nek hiter cilj, medtem ko prehranjevalni slog je pa nekaj, kar recimo ti dlje časa delaš, oziroma nasplošno nekaj, kar traja pač lahko celo življenje, ne? Pa da je to, na koncu je fajn, da je ta prehranjevalni slog nekaj, kar je vzdržno za celo življenje, da se ne zati. Ali ful porabiš mentalne energije, ali ful časa, da ti sploh si prepraviš jedilnik. A se ti zdi, da ljudje preveč časa posvetijo temu, da iščejo diete, pa premalo časa temu, da svoj prehranjevalni slog najdejo? Ja, se mislim, da vsi na koncu malo, ti mogoče imaš en prehranjevalni slog, pa se tega zavedaš ali ne. Tudi če ti ne rečeš, da je to prehranjevalni slog, zdaj, če bi nekdo te vzel, da bi te nekdo, pač sigurno imaš nekaj, ali je to zdaj, ne bom šel, whatever. Medtem ko, če pa hočeš karkoli spremeniti, ali pa če te zanima, kako bi prišel do nekega cilja, če recimo hočeš shujšati, je pa pol, to so načeloma diete in zdaj, da dieto pretvoriš v nekaj, kar boš lahko dlje časa delo, je pa pol to, da pretvoriš v prehranjevalni vzorec. To je pa bistveno težje, ker to je pač cela veriga nekih navad, ki jih potegne za sabo. Je bistveno težje, ampak skoraj najbolj pomembno, da najdeš nekaj, ko se sploh lahko držiš. Tako je. Pa ne trpiš. Ja, itak je. Mogoče bi bil dober sistem, da ti testiraš različne diete, zato da jih kombiniraš v kaj bi bil tvoj idealen prehranjevalni slog, ali pa mogoče celo ena dieta ti toliko fejst odgovarja, da postane tvoj prehranjevalni slog. Ja, zdaj pa ima tako kjerakoli druga navada, ko si hotel komponirati v svoje življenje, če si pač to delo, je pa moje smiselno narediti eno majhno spremembo, pa se najprej nekaj časa držati, pa pol dodajati nove. Zdaj, ne vem, nekdo, ki je skozi bil navajen zunaj jesti, pa nima pojma, kako kuhati, pa to in zdaj se bo odločil, da bo jedel samo whole food doma. Je to pač kar konkreten preskok od tega, da kako pripraviti, kaj sploh rabiš,
kje storati, kako to pol okrog nosi, pa tudi odvisno tudi, kaj delaš. Ne? Zdaj, nekateri si lažje to privoščijo, nekateri teže, ne? Da recimo ti si doma kuhaš, pa sabo nosiš. Ali imaš sploh dovolj velik hladilnik, da boš lahko meal prep, pa da si boš naredil za cel teden recimo neke hrane, pa boš pol sabo nosil, ne? Ja. Pač to so vse stvari, ki pa vplivajo v bistvu na to. To je ful podcenjen faktor, po mojem, če znaš kuhati, oziroma če znaš produktivno kuhati, bom rekel, da si na hiter nekaj pripraviš. Ne? Ker če zdaj nimaš tega skila, je lahko to kar demotivacijsko. V štartu porabiš, v štartu imaš en ogromen learning curve, ne, da se najprej sploh naučiš. Po mojem je to, da sploh veš, kaj skuhati. Ne? Pač no, ne vem, nekaterim je to verjetno zdaj čisto banalno, veliko ljudem pa verjamem tudi, da ne, ker niso nikoli ali se zanimali, ali rabili, ali kakorkoli. Zdaj, kaj bi pa zdrav prehranjevalni slog za tebe? Ja, tukaj bi jaz dal en point, ki se mi zdi, da je ful pomemben pred nadaljujema, da prehrana ima neka pač, oziroma prehranjevalni slog, kot kaj bi bil dober slog, ne? Da ima neke metrike pa parametre, ko veljajo večinoma za vse. Ampak v zelo veliki meri je pa tudi odvisno od posameznika, kaj njemu ustreza, pa kaj ustreza njegovim potrebam. Ne? In ravno tu se največ vojn pojavlja na internetu pa socialnih omrežij. Ker so pač, tako smo se že enkrat pogovarjali, diete postale religije. Ne? Nekdo je imel za neko dieto ful dobre rezultate in hoče zdaj vsem to prodati, ker pač trdi, da bojo vsi imeli iste rezultate kot on, ampak to ni rečeno. Ne? Ker vsako telo lahko drugače funkcionira. Ja, tako je. Zato pač probite različne stvari, pa boste ugotovili, da pač ene stvari bodo bolj funkcionirali, čeprav mogoče za nekoga niso. Ne? Pa tudi ziher je nekih na internetu, ki hoče prodati svoj sistem naprej, prodati ne mislim zdaj v finančnem smislu, ampak tudi sam, da govorijo o tem, pa da pač želijo dobro. Ne? Sam pač ne zavedajo se tega, da to, kar je njim koristilo, mogoče ne bo koristilo potrebam vsakega posameznika. Ne? Tako je. To je zelo dobro, ko se pol prodajajo neke diete pa recepti, kao one diet fits all, pa sploh ni tak, ne. Vsak ima pač neke malo drugačne potrebe. Če že hočeš po hranilih, pa kaj sploh, na kakšen način, pa kak si lahko sploh to privošče, pač načeloma ne moramo vsi isto jesti. Ali isto, ko se recimo, če imaš plan treninga, ne bo za vse isto, pač lahko delamo vsi podobne vaje, pa to pa lahko probaš, sam ni nujno, lahko da bo tebi čist nekaj druga ustrezalo. Se mi zdi, da smo toliko različni še vse na konc, da je to ful brez veze nekaj posluševati, boš pač neke stvari probati, ali pa v štartu tudi začneš s tistim. Vse to je mogoče dobra stvar, ne? Ker nekdo, ko pač hoče iti na to pot, da bi se kao, ne vem, fizično zboljšal, ali pa shujšal, če hočeš, pa se loti tega, je mogoče to zelo dober starting point, pa pol prilagajaš, ampak zdaj ti slepo verjameš, da boš zdaj sam to delo, ne, in pol narediš samo tole eno vajo in tvoj, mislim, to je meni ful dober, ko imaš recimo ljudi, ki pač, no pa sej tudi jaz nisem, zdaj imam pač toliko trebuha, da se mi trebušne mišice ne vidijo in zdaj jaz bom delal sam neke te vaje za trebušne, ne, in zdaj bo kar, veš, ne, that's not how this works. Ali ne ide to tako? Ja, ne, boš mogel najprej izgubiti vso ostalo maščobo, ne, okrog pač po telesu, tu okrog pa so je menda najkasneje, da ti ga je stran, ne. Ja, mislim, da ti kao, kako se jim že reče, love handles. Tako, ja, no, to je najtežje izgubiti, verjetno, med drugim, predvidevam. Mislim, kako si me že vprašal, kaj bi bil za mene dober prehranjevalni slog? Tako da, tukaj bi rekel, da je bolj, ne zdaj, kjera dieta je najboljša, ampak da, ko se odločaš za neko dieto ali pa prehranjevalni slog, da preveriš, če pač ta dieta obkluka neke klukice. Bi rekel, da so te klukice, naprimer, vsebuje dovolj beljakovin, ko smo že pač govorili o tem, koliko je to pomembno, zaradi mišične mase pa kosti, pa tudi zaradi tega, ker na kjerikoli dieti bojo beljakovine koristne, pa to je zdaj vseeno, no, lahko rečem, kaj je še v tem, če je vseeno iz kjerega vira, ne? Ampak če pač zdaj si ti vegan ali pa vegetarijan, še vseeno lahko poskrbiš, da dobiš dovolj beljakovin, ne? Mogoče bo malo težje, ampak se da.
In to je pač ena taka kljukica, ki jo moraš narediti, da poješ, torej mislim, da 1 do 2 vsaj gramov beljakovin na kilo teže. Pol, to smo že prej omenila, čim manj procesirane hrane, ampak ne bi rekel brez, ker če ne boš pač depresiven, po mojem. Misliš? Ja, sploh če si, mislim, če je to nekaj, v čemer uživaš, a veš, konc koncev tudi Lindt čokolada je procesirana živilo. Ne vem, kakva je zdaj meja, da je nekaj procesirano. So pol kosmiči, ko jih ne narediš sam, pa nabereš sam, a je to procesiran že pol? Kaj, če so? Kaj so recimo kosmiči? Sploh če kupiš te rahle, a je to zdaj procesirana hrana? Ja, 100%. A veš, ne? Tudi cornflakes je procesirana hrana. Cornflakes itak. Ampak če gledaš zdaj kosmičko tak, ne? Ja. Ker imaš sam pač žito noter. Ok, mogo bi reči ovseni kosmiči. Ovseni kosmiči. Ker jaz imam zdaj Nesquike pa tete v glavi. Jaz sem se tukaj distanciral od tega, da pač kosmiči so pač, oni plain boring. Na to ni procesirana hrana. Kaj, ultra predelana živila kot sir, kisle komarice ali kava. Zdaj kisle komarice, ko jih vložiš, to je zdaj že predelano, ne? Pa dodajmo, rečemo, visoko procesirana hrana ali pa ultra procesirana, tako si zela, ne? Zato, ker tudi, jaz bi rekel, da tudi ni slabo, če ješ zdaj fižol iz konzerve. Ja, do neke mere. Ja. No, kakorkoli. Se pravi, da se izogibaš ultra procesiranim živilom. Torej, govorimo o čipsih, prigrizkih, nekih... Tist, kar ima res čist spremenjeno obliko, okus, full stvari to danih. Ko je pripravljen, da ga daš v mikrovalonu, pa ga poješ, pa kaj taga. Ja. A to si probal kdaj? Kak ready to eat obrok? Pa se ne spomnim zelo. Neki so sicer od naturete, ko so kao malo bolj kakovostni. Pa vse je tega zdaj veliko. Po mojem se da najti že tudi kaj, da je dost boljš, ko pa... Ampak če je zelo poceni, ziher ne bo fajn, no. Ja, verjetno, mislim. Drugačno, kaj ti je pa tak, da se spomniš od najbolj procesiranega, da si jedel tako od navadnih živil? Najbolj procesirano. Ja, sicer mi imamo v Sloveniji kar srečo, se mi zdi s tem. Ja, pa po mojem je še vedno najbolj procesirana stvar, kar sem jih jedel, pa jih še občasno jem, so kakšni prigrizki, ja, veš. To je pač čips, recimo, pol, ne? Ali pa next level je pa Pringles, na primer, ne? Jaz tem za kompak sem zdaj v mislih, a si jedel kdaj golaš iz konzerve? Ne vem, če, ampak si predstavljam. Ne, veš kaj, sem pa chili con carne, pa je kar za... Iz konzerve. Jaz recimo jedel, mislim, da je nek pasor iz konzerve, pa zraven on pire, ko je iz vrečke tudi, veš, ko se tako, what is this? Ampak ne vem, ti spire je bil ful dober drugač. Ja. Pa je kar shit po moje, ne? Mislim, no, ne vem. A veš, ko v bistvu oni krompir, ko pač zmlejo, pa pol posušijo, pa naredijo nek powder, pa stvari dodajo noter. Ja. Ne vem. V glavnem, jaz mislim, da je bilo tu zelo pametno, da se pač osredotočimo na nekako kakovo živil, ne, v prvem planu, pa pol kakšne so, se vprašamo, kakšne so sploh potrebe našega telesa, pa dopuščamo tudi to, da se malo pregrešimo tu pa tam, ker je tako veliko lažje vzdržati to, ne, kot da si ti zdaj čist straight, pa samo se ful strogo držiš, ja, super, svaka čast, ampak načelno boš ful lažje, če si pač dovoliš nekaj, pa tudi ne boš nekaj škoda naredil. Mislim tudi, že, če imaš nek, ne vem sicer, kak je povprečen socialni life, ampak boš temu pač izpostavljeno, ne, pa ko se boš z ljudmi družil. Jaz mislim, da če pač dovoliš si zdaj neke, če rečemo pregrehe, a to prava beseda, ja. Da pač zmanjšaš si nek stres, ker se ne ukvarjaš toliko s tem, pa nek občutek prikrajšanosti, zaradi časa bi se ti pol ful lušta, pa se ful prenajedaš. Sigurno, ja. Mislim, še vedno si robot. Mislim, nisi robot, sorry, sem se zmotil. Nisi robot v smislu, da tudi če si pač dober v samokontroli, ne boš mogel nekje v možganjih ugasniti tega, da imaš skozi neko težnjo. Da bi probil tisto fajno stvar, ali pa je vsaj malo pojedel, ne vem. Mislim, lahko si ti ful disciplina, ampak to je pol tako, pač pojej malo tega zakona. Ja. Mislim, no, zdaj nekaj toksičnega ni treba, jaz si je nit recimo, ali pa ne. Niti treba, ni to zdaj point, ampak mislim, ampak da neč ne bo narobe, če poješ 20% sranja zraven. Jejte sranje. No, tako da za dober pač prehranjevalni slog bi rekel, da mora sam poklukati, da je dovolj beljakovin,
Vseh, da ima reči kar vseh hranil. Vlaknin, pa da je dovolj, čakaj, smo to vmes že rekli. Da je čim manj teh ultraprocesiranih živil. Pa bi rekel še, da ni važno, kjeri dieti si, da je pomemben, kak profil maščob ješ. Ker pa veš, kaj je več za v tem. Jaz bi rekel, da vsaj pol maščob, ko jih zaužiješ, mora biti mononenasičenih. To je na primer olivno olje. Kako pa veš, da so mononenasičene? Avokado, oreščki. To si prebereš, kjer so? Aha, okej. A kaj imaš kako drugo opcijo? To je to, to ne piše na embalaži, čemer pač govorimo zdrave maščobe. Zdravi viri maščob. Pa 20% bi rekel, da je pač nasičenih, ne? To je maslo. To so nasičene maščobe. 30% pa polinenasičenih. To je pa na primer omega 3. Da dobiš, mi dva pač recimo jemljamo ribje olje, ne? Ampak mislim, da veliko ljudi hiter, ko ne razmišlja o prehrani, pa če ješ veliko teh ultraprocesiranih živil, boš zelo hiter, bo v njih nasičenih največ, ne? Ko bi jih moglo biti najmanj. A so tiste najmanj zdrave? Ja. Najmanj priporočljive. Pa tudi najbolj poceni, verjetno. Recimo, če primerjaš ceno olivnega olja, pa ceno sončničnega olja. Sončnično olje bad. Ja. Že vidim, armija spodje se oborožuje v komentarjih. Mislil sem tam še omeniti, mogoče jojo efekt, to poznaš. Predstavljam si, ampak razlož. To je pač tu, ko se pogovarjamo o kratkotrajnih dietah in omenjeni diet lahko prije do jojo efekta. Ko ljudje probavajo eno dieto, pa ne deluje, pa drugo dieto, pa ne deluje, pa probajo eno, pa malo deluje, pa pol je predaška, da bi vzdrževal, pa pol se vrne nazaj in pač tako jojo. Ti veš, kaj je jojo? Jo. Si imel, da jojo? No, Ja. v glavnem, jojo gre... Ti ne veš, kaj je? Okay. Ne skrbi. Jojo v glavnem gre dol pa gor, ne, ga spuščaš po vrvici in zdaj tukaj pač to pomeni, da ti greš malo si na dieti, pa je ne moreš vzdrževati ali pa ti ni dovolj dober. In pa malo si na dieti, pa malo nisi na dieti, ni nič dolgoročnega in s tem pač malo pridobivaš kile, pa malo hujšaš, pa malo pridobivaš, ampak načeloma mislim, da je kar, ne bom rekel, da je pravilo, ampak zelo pogosto vzorec to, da ljudje, ki pač tak preizkušajo diete, pa ne najde nič, kar bi se držali, pa recimo najdejo dieto, na kateri lahko ostane dlje časa, tudi če je to za 2 leti, pa ko opustijo, sploh če je bila ta dieta zelo na hard, pol dobijo kile nazaj, pa mogoče še kako kilo več. Ja. Da, to je to. Zelo je tudi problem, ker je to, ko smo že se tudi velikrat pogovarjali, da je kontra naši psihologiji, da nam ni za odlašati, da bi dobili kasneje nagrade, ne. Ker ni nagrada vidna takoj, ko ti začneš hujšati, ne. Zato recimo so govorili za keto dieto, bomo še v tem pol kaj rekla, da menda ima tudi za to dobre rezultate, lahko ljudje z njo, ker so zelo hitri rezultati, ker ti na začetku tudi ful vode zgubiš. In že to, da ti da motivacijo to, da si hiter imel nek napredek, veš. Zdaj se mi zdi spet tako, po eni strani je keto dieta precej ekstremna, ne? Ker ti recimo ful stvari izločiš, ki bi drugače rabo recimo ti pri keto dieti, kar bomo govorila, še pa verjetno izločiš čist recimo ali pa koliko ti ostane ogljikovih hidratov, 10%? Ja, maksimalno 30 gramov na dan. Videl sem tudi 50. No, recimo, če bi ti vzel kjerokoli dieto, pa ekstremno nekaj odstrano zraven, pa tvik pazil, na kaj ješ, boš sigurno dosegel neke rezultate. Ne? To pač res, ko ljudje pozabijo šosen. Pa itak si šosen omejen, da ne moreš zdaj ti pojesti pa pol kile putra, pa ful enega mesa, ki tega tudi ne boš mogel pojesti. Ker je pa moja toliko maščoba, proteini šosen, si toliko te nasitijo, da pač nisi lačen posledično. Sam ti lahko tudi ne, da sem proti temu, ampak sem videl, ti lahko za katerokoli dieto dosežeš načeloma. To razen, če ješ zdaj full high ogljikovih hidratov. Ker še vedno tisko si na začetku rekel, ta glavni princip nad vsemi bo vedno calories in calories out. Ja, tako je. Mislim, to pomeni, da ti paziš, da ne presežeš vnos nekih hranil. Zdaj pa, kar je bilo meni tukaj, jaz bi šel mogoče še samo na makrohranila. Meni je bilo to zelo zanimivo, da ima vsako makrohranilo ima določeno energijsko vrednost.
A Vem, če misliš se ukvarjaš s tem. termični učinek hrane? Ne, pač da ima recimo en ogljik, pač ti lahko za vsak gram nekega hranila zračunaš, koliko ima. Mislim, vse je tak, ne, whatever. Ampak če bi si šel kdaj računat, ne, je to ful, ne vem, recimo 1 gram ogljikovih hidratov ima približno 4 kalorije, 1 gram beljakovin isto, 1 gram maščob pa kar 9 kalorij, ne. Zdaj, alkohol, čeprav ni klasično hranilo, ima pa okrog 7 kalorij. Kilokalorij, da govorimo, ne, natančno na gram, ne. Tu bom še zdaj, da so makrohranila, ki so gorivo za telo, predvsem ogljikovih hidrati za energijo, ne, ki se pol pretvarjajo v glukozo, to zdaj boš mogoče ti še šel bolj v rabbit hole. Beljakovine so gradniki tkiv, zdaj če gremo sam za vsega posebej, ne, to sem mogoče zdaj malo prehitro šel gledal, ogljikovih hidrati za energijo, ker grejo v glukozo, beljakovine so gradniki tkiv in cimo pa hormonov, ne. Pa maščobe služijo pa kot zaloga hrane, pa nujne so za celične membrane, pa za lažji dostop, oziroma dajmo reči absorpcijo vitaminov, pa mineralov tudi, to zdaj ne vem, za vitamine vem, da se ful lažje absorbirajo za maščobami, za minerale pa nisem zveher. Tudi isto, okej. To je zdaj pač praktičen primer tega bi bil, da če ti jemleš neke vitamine, da je fajn, da jih z obrokom, ki pač ima neko maščobo noter, zaužiješ, ker se bojo boljš absorbirajo. Ja, no vse to je, okej. In obratno, tudi če zdaj za primer ribjega olja, bo se boljš tudi maščoba, tisto ribje olje absorbiralo, če boš z nečem drugim to pojedel. Zaradi absorpcije se večinoma priporoča, da se tablete jemljajo pri obrokih. Pa verjetno še toliko bolj važno, da so malo mastni, ali kaj? Ja, mislim. Ali to nima tako veze? Ponavadi ni specificirano, ampak bi rekel, da maksimalno boš tako dosegel. Sam, da se pač dovolj doseže, če je samo ob obroku, ne pa da se zato ne komplicira toliko pri tem. Aha, sam da pri obroku, no dobro, vse to je, zdaj že dovolj. Okej, zdaj pa tule eno tako priporočeno razmerje mikrohranil, to so neke splošne smernice, velja, da bi naj kao dnevno energijo dobil približno iz 45 do 65% iz ogljikovih hidratov, potem 20 do 35 maščob, pa 10 do 35 iz beljakovin. Imaš tukaj kaj, zdaj to so te splošne, ne. Mene da gač ful zanimiv, od kdaj pa od koga, veš mogoče? Kako ti misliš, da je pa od koga? Kdo je pač dal ta priporočila? Bi mogel iti v link gledati. Ker jaz mislim, da je zelo veliko priporočil, ki so jih zdravstvene organizacije določile 30-40 let nazaj, da pač niso prav določene. No, glih sem to mislil zdaj komentirati, tukaj so še vseeno čist spodaj, da so najbolj važni ogljikovih hidrati, ne? Pa če gledaš našo prehrambeno piramido, ki je spodaj, ne? Čist smešno, ja. Bi lahko vsaj ta zadnje dve, čekaj, v zadnjem imaš zelenjavo pa mlečne izdelke? Ne. Misliš v spodnjem? Ja, ne, eno v pred ta zadnji celici, kam imaš. Ja, mlečni so najbrž zraven beljakovin pa mesa. No, v glavnem, če bi že vsaj zamenil pred ta zadnjo pa ta zadnjo vrstico, mislim, da je sadje pa zelenjava. So pred ta zadnji spodi imaš pa te ogljikove hidrate, pa imaš narisane sam te testeninice bele, pa kruh, pa pšenico, pa ne vem, no. Presote sami, ampak jaz bi to malo zamenjal. Vse mislim, da je že to ful dolg, ampak tudi ta piramida je tukaj, to smo se mi pa, mislim, da že v osnovni šoli učili o tem in to se od takrat ful ni dosti spremenili. Ampak sigurno obstaja kakšna posodobljena verzija, ki se je kdo lotil narediti, če greste malo pobrskati zihar, se bo kaj najdel. Ja, mislim, upam. Zdaj spet tak, ne? Kdo to zdaj priporoča, pa komu zdaj verjeti, ko se to spreminja, ne vem. Ja, pa tudi spet lahko piramida malo varijera glede na potrebe posameznika, veš. Ja, mislim, itak se strinjam, ja. V glavnem, važno, da pač jemo vsa 3 mikrohranila, zdaj koliko katerih pa odvisno od tega, kaj delamo v življenju, oziroma kaj nam je prioriteta. Zdaj, če ti delaš na mišicah, pa hočeš čim boljšo regeneracijo, pa pač mogoče skrajšati ta čas, je mogoče več beljakovin pojezati, če ful hodiš, če ful tečeš, če ful hodiš, pa rabiš veliko energije, mogoče več ogljikovih hidratov. To je tako, ne. Tukaj se res vidi, ko smo se menili naprej tudi v keto, da
ko si ti na keto, ne pomeni, da nimaš glukoze, zato ker glukoza je nujno pomembna za življenje. In tu se tudi vidi, da če ti pri keto, recimo, ko ne dobiš ogljikovih hidratov pa sladkorjev, da bi glukoza prišla v kri na tak način, je vseeno toliko nujno potrebna za življenje, da telo naredi glukozo iz beljakovin. Tako je, Pač glukoneogeneza se reče procesu, da prav iz beljakovin si telo glukozo naredi. Tako da tudi, če ne boš imel tega vira, ima telo načine. Ne? Se tudi, ko smo se zadnjič imeli eno debato glede keto diete, da je zelo verjetno, da veliko ljudem fajn funkcionira, pa da se da z njo marsikaj doseči, ravno zaradi tega, ker je telo evolucijsko se razvilo, da tudi kot človek ni prišel do ogljikovih hidratov dlje časa, da je imelo telo en sistem, na katerega se je lahko zaneslo, da je pač funkcioniralo. Ne? Okay. Prej jaz bi sam še zdaj počasi zaključujemo z, bi rekel, mikrohranili oziroma hranilne, sploh ti si prej omenil še vlaknine in zdaj jaz ne bi rekel, da to spada v ta glavno skupino, kjer so ta glavna 3 mikrohranila, ampak to v bistvu spada pod, tako je, ja. Ampak to v bistvu spada pod kompleksne ogljikove hidrate in vlaknine so pač kva, vse so. Ja. V bistvu, kva so to neki polisaharidi. Zato pa tudi, ko si na keto, lahko z ful veliko količino zelenjave bi lahko šel ven iz ketoze, sploh če bi zajedel korenje pa paradajz, ko imata pač malo več sladkorjev. Tako je, to je ful zanimivo, ker če gledaš, ker v bistvu kar je korenje, ne, pa v bistvu zaloga hrane in energije pa za rastlino. Ne. Ja, ker če malo preneseš, ne, v bistvu tako isto. Ima verjetno veliko glukoze pridelava iz tega, no, že samo po sebi. V glavnem vloga vlaknin je pa v bistvu za prebavo in za zdravje črevesja. Tako, no, med drugim. Kje jih največ dobimo, po moje, še vseeno stročnice, sadje, zelenjava. To mislim, da to. Ali vlaknine spadajo med prebiotike tudi? Ja. To je v bistvu hrana za, dajmo reči, mikrobe v črevesju. Zato je pa tudi, prej sem omenil termični učinek hrane, imaš kaj o tem? Verjetno imam, se kar daj. To samo pomeni, da v bistvu, če imaš ti napisano na etiketi, da ima neka stvar 100 kalorij, ti ne boš 100 kalorij absorbiral. Zaradi tega, ker recimo vzamemo mandle. Rečemo, da imaš v rokah za 100 kalorij mandlov, kar ni veliko mandlov. 3 mandli. Mogoče malo več, ampak kakorkoli. Ti mandli vsebujejo vlaknine, tako si rekel, ne? In te vlaknine bojo pač, ko bojo ti mandli prišli v črevesje, bojo tako nek gel ustvarile in se zaradi tega pač približno 10% kalorij ne bo absorbiral. To je termični učinek hrane. Plus to, zato se preče termični učinek, ker moraš ti neki energije porabiti, da prebaviš. In pri ogljikovih hidratih pa maščobah je to približno 10%, pri beljakovinah pa celo 25%. Ker telo toliko več energije rabi, da prebavi beljakovine, da če si ti zdaj pojedel za 100 kalorij mesa, si jih v bistvu absorbiral okoli 75. Po to malem, ne, to zdaj govorim. Ja. Ja, i tako, strinjam. Tako da vlaknine je, tako si rekel, ja, da, kako si že rekel, zavrajo, ne, to sem jaz pa rekel. Marsikaj sem že rekel. Ja. No, kakorkoli. Ja, v glavnem, ne bi rekel, da zdaj glih vlaknine samo po sebi prinaša kalorij bolj, je to nek dejavnik, ki vpliva na prebavo, pač tudi na ostale stvari, tako na holesterol, pa sladkor v krvi, pa k sitosti prispevajo, no, tako da ne vem. In tudi, če boš dodal vlaknine v obroku, boš zmanjšal, koliko se ti sladkor v krvi dvigne, ker bojo malo preprečile to absorpcijo glukoze, veš, kaj mislim. Torej bi bilo najbolj vedno, pač zato recimo priporoča, da najprej poješ malo zelenjave, predno ostalo ješ, ali pa da poješ solato najprej, ne? Ja. Ta, da narediš lih tako, ste rekel, tak, če hočeš kot nek sloj. Mislim, priporočajo, to je, ne vem, če je to neki, čemer se bi bilo treba poprečnemu človeku ukvarjati, ampak definitivno pa, če imaš inzulinsko rezistenco ali pa sladkorno bolezen, je to ful dober hack, da je zadnja stvar, ko jo poješ, so ogljikovi hidrati, če je možno. Ali pa da vsaj malo prej poješ solate pa mesa,
oziroma beljakovinskega vira, ker boš pač upočasnil dvig glukoze v krvi. Okay. Zdaj imam pa tako nek zaključek, če hočeš za vsega posebej, tako da za ogljikove hidrate bi sam priporočil, da v bistvu jih pojete oziroma dobite več ali manj, oziroma za vsako hranilo, da pride to iz polnovrednih živil. Specifično za ogljikove hidrate bi bil to pač zelenjava itak, pa kakšen rjav riž, mogoče boljš ko bel riž, pa kak polnozrnat kruh. Medtem ko pač recimo ful slabše pa če zaužijemo navaden bel sladkor ali pa navadno belo moko, ker s tem pač povzročimo zelo hiter dvig glukoze, pa posledično tudi padec spolno. To, a še bi, ne vem, zdaj specifično ne bi mogoče druge hrane našteval. No to sam bi rekel, da je to case, da so pač, če je možen zber kompleksne ogljikove hidrate, ne pa enostavne, ker ne samo, da bo dvig glukoze ne bo sunkovit, ampak zaradi tega, ker bo počasen, ti bo ta obrok zagotavljal tudi energijo za daljši čas, ker se bo glukoza počasneje sproščala. Ne? Bi mogoče zdaj, kako pa najditi kompleksne ogljikove hidrate? No, sam odvisno od potrebe, ne? Ko si pa rekel, če pa zdaj bo nek kolesar ali pa nekdo šel šprintat, ko pa ve, da potrebuje ful velike energije naenkrat, pa imajo tudi tiste gele zelo sladke, pa tak ne, da dobijo tisti hiter šut energije, ko jo rabijo. Ti si rekel, kako najti kompleksne ogljikove hidrate? Bi rekel, da je pač to najbolj dobro, ampak kaj zdaj to pomeni, kje to najdete? Basically eno tako grobo vodilo, kar ni belo, ne? Torej, testenine, ki niso bele, kruh, ki ni bel, torej polnozrnate moke, ajdove moke, kar je iz takih stvari. Tudi ne vem, zdaj, škrop je tudi v bistvu kompleksen ogljikov hidrat, se mi zdi. Škrop? Ja. A se motim? Mislim, da je, ja. Mislim, da je, no. Še vedno bo ful... po mojem ne moreš primerjati, če ti poješ koz belega kruha ali pa če poješ eno porcijo fižola. No pa tudi krompir, recimo, ne? Če hočeš zdaj, če ješ krompir kuhan, ne? Ma ful enega škroba noter, tako da to je sigurno pa moj spad tudi noter. V maščobah si tako že ti prej govoril, bi samo mogoče zdaj beljakovine, ne se jih bat, to ne pomeni, da se te pikali. Lahko jih dobite iz najboljše, če dobiš iz pustih živalskih virov, ne? To je za vse, kar ni fejst masten, torej ne vem, perutnina, če hočeš sploh prsa, ne? Ki so pač zelo nemastna, potem ribe, jajca, mlečne izdelke. Lahko pa tudi iz rastlinskih, isto, ne? To pa recimo iz raznih stročnic fižola, naprimer. Pa ne vem, če hočeš tofu ali pa iz raznih oreščkov. Mislim, da je virov milijavžnt. Ja. To mislim, da celo izbidal tudi med najboljše vire mlečne izdelke, ker je, mislim, da celo najbolj kvaliteten vir beljakovine je sirotka, torej whey protein, ki je pa v bistvu tudi v grškem jogurtu, v zrnatem siru, v skiru. Pač beljakovine iz teh virov, ki so narejeni iz mleka, ampak samo mleko, naprimer, ne, že ni toliko fajn, kot pa tist. Ja, predvsem malo ima tega, pa ful veliko imaš vse laktoze. Mislim, še zmeri je super, še zmeri so to na nek način tekoče beljakovine, ampak boš imel tudi višjo kalorično vrednost, pa večji glikemični indeks, kar pomeni, da ti bo bolj dvignil sladkor v krvi. Tako. Zdaj pa lahko pa obstajajo pa tudi vitaminski dodatki oziroma dodatki na splošno, ne, ki pa lahko nadomestijo, če hočeš tudi sadje in zelenjavo, to je za en tak mitek, če hočeš, ne. Zdaj lahko imaš ti korist od tega, če imaš neko pomanjkanje ali pa če res rabiš pač več, ne, če si zdaj nek športnik ali pa to, ko smo pregovorili, ampak še vsaj ne fajn, da ti recimo zdaj poješ celo pomarančo, ne sam sok, zato ker imaš tam še noter fulanih vlaknin pa enih fitohranil, ki jih tablete pač ne morajo pa moja nadomestiti v celoti. Isto recimo proteini, ne, ful fajn, da lahko ti vzameš, sploh če imaš izolatne, to še bolj čisto, še manj, mislim, da je še manj časa. Vseh ostalih stvari, da ima rečno in sam pač beljakovine dobiš s tistim, ampak še vsem mogoče boljš pojesti dober kos mesa, ko nekaj, kar je ful predelano, ali pa grški jogurt, ali pa pač karkoli, kar ni toliko fejst predelano, čeprav vse grški jogurt spet
Ja. Ne vemo, kaj vse se dogaja, še vse en laboratorij na koncu ne. Ampak tako, vse lahko pa dobiš tudi sam, mislim, ti lahko do neke mere tudi ga sam naredi, zdaj, če bi hotel, ampak ja, no. Kukorkoli vse en boljš jest hrano kot tako, pa ne zdaj neke izolate, če je pač lahka, ne, če ti je to dovolj. Sam temle bi dodal, ko si rekel temle, ko si pomarančo, dal primer pomaranče. Problem je tudi v tem, če primerjamo sok pa sadež. Ja. Za sokom boš spet nabil cukor ful, ker se takoj absorbira in tudi verjetneje se boš pač bolj zaredil, ker bo absorpcija kalorij večja, kot pa bi bila, če bi ti zraven zaužil vlaknine, pa počasi prebavil ti sadež. In zaradi tega ena ful napačna stvar, ko ljudje mislijo, da bojo shujšali z sadnimi smutiji. To je meni ful dobro, ko kdo, kao zdaj pa jaz hujšam in pa si kupi one mislije, muslije, kukorkoli, ki pač so že itak ful sladke, ker pač so noter vsedni kosmiči, ful enega suhega sadja, kakšne koščke čokolade, pa na koncu še kakšna sladila, pol, pa da tukaj gor še lepo sadni jogurt, ki je pač itak ful sladke. A veš, jaz pač se pol norca dela, pa so tak, pa dej ti pojeraš čokolado. Razen, če ti je dobro, ampak meni je to to brez veze. Ja, se je. Mislim, sam nekdo bo mogoče mislil, ok, se sem pa kupil sadje, pa je to whole food, pa sem si sam zmiksal. Ja, ampak ti si naredil iz pač živila, ki je bil super v takem stanju, ko je bil, si naredil pač bombo. Pizdarijo. Sladkorno bombo. Pizdarijo si naredil. No, gledam, to me vedno preseneti, to se vedno posmejim. Mislim tudi, velikrat, če ti je nekaj vprašljivo, se je pametno vprašati, kak bi v kontekstu pračloveka to funkcioniralo. Okay, v smislu, mislim, da pač pračlovek je našel sadež, nikoli pa ni našel sladkorja v tekoči obliki razen med. A ja. In imaš, da pač ni pil smutijev, a ne? Kako pa še? Ne. Viš, da ima trilnico in pestila. Ne. Ja, pa še vsem to ni zblendano, veš. Kašice so delali. Ja. Sploh ne veš. Pa to bi naj bila, ko smo glih prav zgodovini, to bi naj bila teorija tudi, zakaj bi naj imeli to potrebo po temu, da požremo, kar vidimo. Zaradi tega, ker evolucijsko gledano če si bil prav človek, pa si najdel neko drevo z sadeži, rečemo zdaj fige, naprimer, ne? Si pač mogel v čim krajšem času čim več jih pojesti, preden je ali tebe nekaj pojedlo, ali tebe nekdo drug pojedel te sadeže. Pač mogel si čim hitreje tiste kalorije, a ne? Sam še zmeri pa nisi si fig vzel, pa si jih zblendal v sok, pa jih spil, ne? Pa si dal tist glukozni eksplozivni učinek, ne. Sugar high tam na drevesu, ne. Kaj si hotel, kaj če je? Če si predstavljaš, verjetno tistega prav človeka z blenderjem. Ja, in ta ko si rekel, pač fige, stari. To je meni, da ga zelo zanimivo, zdaj, ko si šel na prav zgodil, pa še jaz nekaj povedal. Okej. Da pač je to, da smo debeli, v bistvu neke vrste evolucijski mehanizem, po moje, I guess. Zato, ker pač telo s tem hrani odvečno maščobo in je lahko pokoristi za takrat, ko ni, ne, in pač včasih je bilo to, mislim, včasih marsikje še vedno tako, ampak če hočeš v prazgodovini, ni bilo načina, kak hraniti živila, ne, in si pač ti, če si imel preveč, še pač telo shranilo, je imelo zapal, medtem ko zdaj pa nimamo tega problema in je pač sam problem, da je sam preveč vsega. Mene zanima, če bi zdaj recimo 1 milijon let bili vsi debeli, a bi zdaj šla evolucija tudi v to smer, da bi znalo telo zavrnati višek. Ja, to bi bilo zanimivo vedeti, če bomo obstajali tako dolgo. 1 milijon let. Mislim, da je bolj zanimivo, kaj se bo zgodilo v naslednjih 20 letih z genskim pa bioinženjeringom v tej smeri. No. Ampak, ne vem. To je druga tema. Ja. Mislim, ni druga tema, sam mislim, da bo kar naenkrat vse postalo precej enostavno. Ampak ne bo pa takoj vsem dostopno. Ja, to se strinjam, ja. Ali pa ne bo dostopno večini. No, bomo videli, kak bo z
na kateri strani bo wealth, pa na kateri strani bo vse drugo. Ali bo zdaj na koncu zelo mehna skupina tistih, ki se bojo lahko vse privoščili, pa zelo velika skupina tistih, ki pač si ne bojo mogli. No, v glavnem, da geč pa zelo okvirna ocena pa je, da recimo rabimo 2000 kalorij rabijo ženske, pa 2500 kalorij moške. To je zdaj give or take, odvisno spet. Ja. To si lahko tudi sami izračunate, imaš sigurno kalkulator na spletu, da geč pa najbolj je važen. Starost, višina pa teža. Ja. Pogooglajte BMR, Basal Metabolic Rate. Kaj pa bi bilo to bazalni metabolični rate? Ne vem. V glavnem to. Ampak to ni isto kot indeks telesne mase, da ne bo kdo zamešal. Tako. To pač sam zračunate, koliko kalorij v bistvu vi rabite in pol si lahko, če bi koliko zdaj zanima, si lahko pač računa. Pol če imaš etiketo, računaš, koliko si zaužil. Zdaj, ko sem to omenil, mogoče pomembno to za tiste, ki niste nikoli gledali, kaj piše na etiketi, to je zadnja stran, ko neka razpredelnica, pa potem piše neka tabela, pa ponavadi piše, koliko hranil oziroma kakšna energijska vrednost je na 100 gramov živila, pa potem imaš priporočeni vnos pa neke procente zraven. Zelo važno tukaj, da računate, koliko ste dejansko zaužili oziroma ponudili nekega hranila, ker ponavadi 100 gramov nečesa je zelo malo, razen če to zdaj, ne vem, sol. Ali pa ne vem, v glavnem, če ješ recimo jogurt, pa dobro, če te zanima, koliko si pač zaužil, da si ti zračunaš, koliko gramov si zaužil s tem, da pomnožiš z... Kva? Da pomnožiš, da pač ne bereš sam za 100 gramov, ampak za toliko gramov, koliko si jih pojedel, no. Jaz sem zakompliciral. Takač pa, če se kdo noče preveč s tem ukvarjati, je eno ful dobro orodje. Mislim, da je to aplikacija Zveza potrošnikov Slovenije naredila. Aplikaciji se reče Veš, kaj ješ in lahko od vsakega produkta, od večine produktov v trgovinah črtno kodo poskeniraš in ti bo napisalo, če je česa preveč, če ni priporočljivo. Pač to ni zdaj za vodenje neke evidence, ampak samo bolj, da vi veste, če je to koliko zdravo je živilo. No. Tako, ja. Na tej točki bi še dodal tole, ko mi je ful zanimivo zanč, kak je nekdo povedal, da če na neki stvari v trgovini piše, da je zdrava, pa zakaj je zdrava, najverjetneje ni. Ja. Zato, ker zdrava hrana rabi marketinga. Niti treba napisati na paradajz pa solato, da je zdrava. Ne? Nikoli ne boš tega najdel. Sam piše pa, da je sprek morja. Najdel boš pa na kosmičih za otroke, koliko je vitaminov noter, pa tega ne. Pač. Če piše, da je nekaj zdravo, se fajn vprašajte, pa pogledajte etiketo, pa sestavine. Druga stvar je pa še to, da ponavadi, ko si zdaj omenil sestavine, da tiste, ki so prve 3 sestavine napisane, tistega je ponavadi največ notri. Zdaj, če med prvimi 3 sestavinami sladkor, pa ali kar velik sladkorja, verjetno. Oziroma prevladuje, no, zdaj odvisno, kako kupuješ. Zdaj, ful je zanimivo, tako smo rekli, zdaj, če kupuješ čokolado, nič čudnega, ne? Čeprav tam bi mogel biti kakav. Ampak če pa recimo zdaj kupuješ sadni jogurt, pa v ta prvih 3 sestavinah sladkor je pač to verjetno zelo sugary, ima velik del, ima veliko vsebno sladkorja. Pogledaš, ampak meni je že tudi en velik red flag, če niso stvari transparentne. Če je ful nadrobno napisano, pa že takoj, sploh se ne bomo ukvarjali s tistim produktom, verjetno, če hranilna vrednost ni v obliki tabele napisana, ampak je v tekstu noter skrita, ker pa ste se fajn potrudili, da ne bom vedel, kakva je hranilna vrednost. Tegač ful hodiš po trgovinah, pa labele gledaš, oziroma te... Ne hodim ful po trgovinah, ampak ko hodim po trgovinah, ful labele gledam. Ker to smo imela glih z mojo punco zadnjič. Ne bom rekel kratek stik, ampak v glavnem odločila smo se med eno mozzarella pa enim drugim sirom in sem pač vzel tiste, ki ima manj kalorij, pa več beljakovin in bolj, a si bomo kar etikete gledali. Ne, se ni bilo tako, pač ne v tej smeri. Pač tanka je pa pol meje, da si lahko tudi obsesivn. To se treba zavedati, ker lahko pol vsako stvar je stulk overthinkaš, pač pojeti sir, pa nekaj težiti. Mislim, jaz zdaj tudi... Jaz sem si pregledal ful etiket in tudi zdaj pač za ene stvari ne gledam etikete več, ker pač vem, kaj sem pogledal. Ne? Sem si pač zapolnil in je to dober produkt in ga pač kupuješ.
večkrat. Ne. Mislim, jaz sem se takrat odločil zaradi tega, ker sem bil nisem rabim specifično mozzarello, ampak hotel sem nek sir in sem pač se odločil, za kateri sir sem odločil. Pa si pač vzel light mozzarello ali kaj je bila fora? Ne, pol sem vzel drugega. Nisem vzel mozzarello, ker je imela mozzarella več, mislim. Okay. V glavnem, pač ker pač light mozzarella ima manj kalorij, ker ima manj maščobe, ampak tudi ne bo tako sočna. Ja, pa navadi so te stvari, ki so jim neki odzete. Prva stvar je to, da so jim verjetno neke druge stvari dodane, da je sploh to užiten, pač da je dober okus. Druga stvar je pa, če pa niso dodane, so bile pa samo odzete, pa precej za nič. Pač ni tako dobro, no. Zdaj, kukor daš ti maščobe pa oglikove hidrate skupaj, to je pač top, ne, Nutella, cukor pa maščobe in nimaš kejfa ali se že, če si zmešaš ti puter pa sladkor, bo to kar dober, so za na kruh namazati, pa pač daš malo kakava še. Pa še neka kakovostna maščoba je, ne, tisto palmovo olje, ko je noter pa... Ja. Ok, to itak, jaz zdaj sam pravim, koliko hitela dobiš nekaj dobrega, če sam te dve sistemi pa tudi menda, ko je neka stvar light verzija, je velikrat to mogoče za koga, če je slučajno na keto dieti, da pač, če vzameš light verzijo, itak že to z vidika logike keto diete ni fajn, ker ti rabiš maščobe, ne? Ampak velikrat menda dodajo sladkor, da kompenzirajo za tist, da ni maščob toliko velik, ker imaš pa vedno nižjo kalorično vrednost, ko pa maščoba, ne? Tako da še vseeno je lahko cukor noter. Zanimivo. Tudi če je light. Ja, sigurno, se strinjam. Pa zelo to mi je pa še ena zanimiv efekt, ki sem ga slučajno našel na internetu, zdaj ne vem, če pa polnoma drži, da širim dezinformacije, ampak si čuk daj vprašanje, da je 7700 kilokalorij 1 kila. Kaj to pomeni? Trditev misliš na vprašanje. Jaz sem čul, to pomeni, da 7700 kilokalorij deficita bi mogel ustvariti, da bi 1 kilo shujšal. Ja, torej, če ti zdaj hočeš shujšati v enem tednu 10 kil, daš v bistvu sam 10 krat 7700, ne, in pač čakaš in pač poskrbiš, da si v takem deficitu in boš zdaj zgubil v enem tednu 10 kil. To je kar... Ne. V glavnem, to izhaja pač iz nekega dejstva, da za 1 gram maščobe da 1 gram maščobe vsebuje 9 kilokalorij, tako sem prej rekla, sam telesna maščoba ni glih isto zdaj, kot pač ta maščoba, ne, pa tudi ne poteka zdaj hujšanje linearno, najprej boš zgubil pač odvečno vodo, sploh če kaj telovadiš še zraven, ne, pol pa šele začneš ti maščobo zgubljati s časom, ne. A si čul za to debato, kdaj is every calorie created equal? Kar bove. Kao iz energijskega vidika je vsaka kalorija ista kot druga kalorija, ne? Torej, kalorija beljakovinskega vira ima pač isto, je kot 1 kalorija oglikovih hidratov, ne? Iz energijskega vidika, ampak zato je ta debata, ker pač 100 kalorij iz dobrega maščobnega vira je energijsko gledano za telo isto kot 100 kalorij iz slabega maščobnega vira, ampak dolgoročno je pa itak škodljivo. Ne? No, vse to je zdaj, po moje, del tega prehranjevalnega vzorca, if it fits your macros. To, ko si na začetku. To je pač en del tega, ne, da se ti sploh ne sekiraš, iz kje pride, ne. Da je beljakovina, tudi če si je dobil iz nekje druge ali pa iz nekega slabega vira, ne. Zdaj pa, če se vrnem nazaj na tole zgubljanje, recimo maščobe, da lahko ti paš sicer do neke mere, oziroma da se ti lahko tudi metabolizem prilagodi, torej to pomeni, da telo začne bolj šparati s porabljanjem maščobe in tudi to vpliva na to, da ti še počasnej shujšaš, ne, če zdaj delaš na tem in pač lahko se zgodi, če ti recimo ful preveč agresivno začneš to delati, bo telo začelo prej konzumirati mišice, pa bo pač zelo pazilo na zalogo maščobe in to pač ful vpliva, tako da to sem zdaj že tretjič povedal, no, ampak tukaj je zdaj še ena taka pasta, da je boljš pač narediti manjši deficit, pa dlje časa ustrajati, pri tem pa si narediti prehrano tako, da še vsem ti uživaš v njej, pa da lahko to delaš zdaj dlje časa, kakor pa da zdaj ti napadeš, pa pol si 1000 kalorij v deficitu, ne, pa pač itak se boš ful slabo počutil, pa če si prej bil navajen oglikovih hidratov, veliko boš zdaj pač zelo precej neenergetsko se boš počutil, zelo boš tak zaspan pa foggy. Tako da ne vem, mislim, da tak, če mislim, da delaš nekih 300
je že to kar reda. 300 kilokalorij na dan primankljaja, ne? Oziroma deficit. Mislim, tako je, ko pa ne sam, velikih stvarih v življenju, ampak bi rekel za prehrano pa telovadbo. Ja. Boljš je, da telovadiš enkrat na teden pa konsistentno, ko pa, da si boš rekel, da boš vsak dan telovadil. Ja, itak je. Ja. Pač vedno si zber tisto pot, v kateri boš lahko konsistenten. Pa lahko kadarkoli kasneje dodaš. Pa mislim, da tudi najbolj, če pa hočeš zdaj maksimizati, pa mislim, da je tako optimalno za specifično mišično skupino 3krat na teden, mislim, da je najbolj optimalno. Ne? Mislim, zadnjič sem poslušal, en ful dober vir mi je Renaissance Periodization, to je en dr. Mike, ampak ne on dr. Mike, ki je mlajši. Mislim, mlajši, se mogoče sta isto. Ti misliš onga Majka, ko je bolj bulky? Ja, onga, ko je nabit. On ima res veliko znanja. Pa tudi zelo smešne, ampak razlago je, da če ti enkrat na teden telovadiš za moč, si naredil itak ful, če prej nikoli nisi. Ne? Če 2krat na teden telovadiš, je še ful večji efekt. Če boš pa 3krat, pa že ni več take razlike med 2krat pa 3krat, ko pa je med 1krat pa 2krat. Ja. In vsak, kar dodaš po 2krat na teden, je vedno manj dodatnega rezultata. Ja, torej do 2krat na teden je optimalno. To je minimal effective dose za največ učinka. Aha, ok. 3krat na teden je tudi pač pa malo več še, ampak vse kar je več, vedno manj se pozna in to je pa res za tiste, ko so že full dolgo v tem. Pa se jim drugače niti ne more poznati, ko pa da 5krat na teden workoutajo. Ja, to res. Nisem spremljal nekaj časa enega drugega youtuberja, ki je tudi fitness influencer, če hočeš. On je pa en Američan je, no se ne vem, nima ne veze. On je pa začel s to miselnostjo, pa se pa preusmeril na to, da je boljš manjkrat, ne, lažem. Ne bom rekel zdaj za pogostost, ampak je bila ta fora, da je veliko bolj intenzivno oziroma z veliko večjo težjo, ful manj ponovitev. Prej je delal recimo 10 ponovitev ali pa 8 ponovitev, tukaj je pa delal recimo, mislim, da 2 ali pa 3, ampak se je res obremenil. Ne? In je imel pač čez čas, je rekel, da bi bil bolj viden napredek, ampak on je en izmed tistih, ko so že ful, pač on je nek Tennyson. Will Tennyson. Ja, Will, ja, tako je. On je ta poskus naredil. Tukaj imaš spet 2 cilja lahko, ne? Pač za njega bilo to, ker on je že itak ful precej bodybuildan, ne, je pač precej mišičast in je pač šel to provati. To ni za ekvivalent za Najo, recimo. Ja, no, sam mislim, da imaš cilj lahko, da si močen, pa lahko imaš cilj, da zgledaš močen. In to ni ista stvar. Če hočeš delati za moč, je to, lahko to zelo hitro dosežeš z veliko ponovitvami ali pa ne tako težkimi utežmi. Če hočeš pa hipertrofijo, torej rast mišic, boš mogel pa težke sete delati. Dej še povej, kaj je hipertrofija, zdaj to si uporabil že parkrat. To je v bistvu, upam, da ne bom narobe povedal, da se ti pač mišice začnejo trgati. Mikrorane v bistvu nastajajo. In to povzroča pa njihovo rast. Tako. Ampak ni sam tukaj zdaj, a si ti dovolj težko nalogo dal mišicam, da so se strgale, ampak tudi, a si jih pa z dovolj beljakovinami nahranil. List misli to še povzeti polja, da zdaj recimo kak čist fizikalno pridobimo mišice, tako da naredimo mikrorane, potem pa dobavljamo dovolj pač kvalitetnih pa dovolj veliko število hranilnih snovi, kot so beljakovine, naprimer, da se pol te mikrorane zacelijo in pol so ta vlakna čedalje večja, čedalje debelejša, čedalje daljša, če hočeš, neodvisno zdaj, na kateri mišici delaš. In zaradi tega se pol to vidi. Če pa hočeš, recimo, če si pa ti malo bolj čabi, pa da hočeš, da se te mišice vidijo, moraš pa tako najprej poskrbeti za prehrano, tako da zgubiš najprej odvečen del maščobe, pa ko zgubiš ti to maščobo, se bo pa šele mogoče videli, če si bil kaj v fitnessu ali pa ne. No. Ja. Zato pa še recimo govorijo, da so six-packi narejeni v hladilniku, ne pa v gymu, ne.
verjetno načeloma mišice vsi imamo, zdaj eni toliko velike, drugi malo manjša, ne? Ampak zdaj, če imaš ti še vseeno previsok procent maščobe v telesu, se pač to ne bo videl nikakor. Če si zlahsi ti zdaj ultra nabildan, pač pozabi. Zato pa si že čul kdaj, ko rečejo, da če se osredotočaš na to, da se ti bojo trebušne mišice videle, je to 18% prehrana. Ja, no se, to je to, ja. Ti si bi iz tega sam potegnil, ko smo zelo debatirala, da ko smo primerjala moč pa rast mišic, ne, da nekoga, tudi če je starejši, da ga ne odvrne od vaj za moč to, da je zdaj treba ful delati. Zato, ker za moč, sam za moč, ne pa za rast, pa za vzdrževanje, iz zdravstvenih razlogov je potrebno ful mal. Je dovolj enkrat ali pa dvakrat na teden po 20 minut je več kot dovolj. Ok, kaj je pa minimal effort, če hočeš pa mal mišic pridobiti? Vedno več bo. Progressive overload skozi. No, se to sem čakal, da boš rekel. Kaj pa je progressive overload? Da pač se pravi progresivno vedno težjo nalogo daješ mišicam, ne? Okay. Iz tedna v teden. S časom je to pomeni, da recimo lahko ti delaš vedno, v bistvu iste tipe vaj za moč, ampak s časom povečuješ težo, recimo, če si začel. Povečuješ težo ali pa povečuješ število ponovitev, kar ti je pač boljš. Ampak zdaj recimo, jaz recimo povečujem število ponovitev zaradi tega, ker pač iz zdravstvenih razlogov ne smem težkih stvari jemati. Za kogarkoli, ko pa lahko, bi pa priporočil, ali pa eni mogoče niti nimajo orodij doma, da bi si težo lahko povečevali in je pač cenej, če ti kupiš 2 dumbbella, pa sam povečuješ število ponovitev. Ne pa, da si boš zdaj cel set telovadnice za doma kupil. Ampak če je možno, bi priporočil, da povečuješ težo. Sam iz tega vidika, ker se mi zdi, da lahko bolj časovno si učinkovit pri telovadbi, ker boš z manj ponovitvami iste rezultate ali pa še boljše dosego. Jaz sem sam to mislil reči, da se vse strinjam, bi pa dodal še to, da recimo tudi, če delaš ti samo z telesno težo vaje, da lahko si jih otežiš oziroma začneš z vajami na lažji način, torej če gremo recimo na sklece, lahko ti delaš recimo z nakloni, pa recimo začneš, če si čul, imaš moške pa ženske sklece, in recimo ženske sklece so v bistvu na kolenih, tako da v bistvu ti na roke, če zdaj se pogovarjamo o sklecah, ne, pa da recimo ti na ta predel hrbta pa ram ful teže preneseš, ne, bo ta najprej zaradi manjšega naklona ful nižja, ne, medtem ko pa recimo greš na stegne noge, pa recimo lahko še noge dviguješ, ne, tako da bolj če dali več teže pol lahko na ta del preneseš. Eksperimentiraš, kako roke nastaviš, mislim, kako daš roke na tla, pa jih daš bolj skupaj, jih daš bolj narazen, bolj mislim, naprej. Da lahko tudi s tem targetaš še različne mišične skupine, glede na to, kam daš roke. To je nekdo, eden, ki je ful znan, pa tudi knjigo je napisal o tem, ko je samo z vajami za telesno težo, je res naredil vse, pač neverjetno, kak je. Bil je tudi na Huberman podcastu, bom ti poslal link, pa boš dal opis, ki je res stručko. No. Štručko. V glavnem, če malo povzajamo, zdaj sem te kalorije, pač za zdravje pa za sitost ni vseeno, iz kje te kalorije prihajajo, pa pač eni viri so bolj nasitni, drugi manj in zdaj en primer je, da če zdaj dobimo 100 kalorij iz enega soka, ali pa iz piškota, nas to ne bo nasitili isto, kot pa recimo, če jemo pač, ne vem, ali solato recimo, ne, ali pa neko meso, ne, recimo ti boš pojedel 2 keksa, medtem ko lahko za iste kalorije poješ, pač verjetno, ne bom rekel gor, ampak eno skledo solate recimo, ne, če ne dodaš preveč olja, ali pa pač nek zajeten kos mesa še vseeno v tej primerjavi, ne, tako da verjetno pač se treba to zdaj vprašati, za kaj hočeš, pa veliko lažje se prenajest nekih keksov, ne, pa se zarediti zaradi tega. Posod, kjer jezik zazna sladkor, bojo možgani hoteli še več tega. Ja, dopamin, če idemo. V glavnem, izogibajte se praznih kalorij, to bi bilo mogoče to, pa da ješ pač take stvari, ki te bolj nasitijo. Pa še en mit o kalorijah in sicer to, da je kao ful pomembno, kdaj jemo, in sicer tukaj mislim specifično to, da recimo si slišal koga, da je rekel, da hrana zvečer bolj redi. Ja, sem čul že, ja. Mislim, tako je, da ti recimo zdaj
lahko se počutiš zaradi tega, ker si ful pozno jedel, boš se težje počutil, pa ful boš slabše spal, zato ker pač telo pol po noč namesto, da bi delalo na regeneraciji, pa če hočeš počivanju, sicer telo nikoli ne počiva v bistvu, ne? Ampak se ukvarja pa še dodatno s tem, da hrano prebavlja in ti se boš pol zbudil pač precej slabše ali boš težko zaspal, ne? Ampak recimo, če šteješ ti, da boš vsak dan jedel ful pozno, ne? Pa če recimo teoretično boš normalno spal, se ne boš zaradi tega nič bolj zredil, kot če bi jedel 5 ur prej. To je ena študija, drugače, ko so, ne vem, pod Ganom ali Mišim so primerjali skupino, ki je imela ves čas hrano na voljo, pa skupino, ki je imela hrano na voljo omejeno število ur v dnevu, ne? Se pravi, govorimo o nekem fastingu v bistvu, ne? In tista skupina Podgan oziroma Miši, karkoli je pač bilo, ko so imele hrano skos na voljo, ne samo, da so pač bile bolj debele, ampak tudi dosti bolj metabolično nezdrave so bile. Ja, bi si mislil. Ja. Drugi mit, ki ga pa še imam, oziroma da ima reči neka zmota, je pa to, da ima lahko neka hrana negativne kalorije, torej ti poješ, pa s tem, ko si pojedel zaradi osebnosti ali zaradi strukture, kakorkoli zgubiš kalorije. Torej bi ti jedel, pa zaradi tega, ker si nekaj pojedel, si shujšal. Jaz sem ful nekaj časa. Slišal sem, da recimo, če ješ grenivko, da je grenivka taka, da ko ješ ti v bistvu zaradi ne vem časa, pol zgubljaš. Ja, ker smej se. Ja. In da ima pač, da so v bistvu negativne kalorije, ampak to mislim, da glih ne obstaja. Zdaj tukaj imam jaz omenjen ta termični učinek prebave. Da so se ljudje kar fajn izobrazili glede te fat burning industrije, v smislu produktov, ki kurijo. Še ziher se še vedno to prodaja, pa ziher se fajn prodaja, ampak se mi zdi, da ko sem jaz odraščal, da je bil ta trg ful večji. Teh stvari, s katerimi boš tabletko pojedel, pa boš shujšal. Čeprav vse, kar se dobro zmrke, to se mi še vse zdi, da ljudi lahko prepričaš. Ful uspešno, sam tak se mi zdi. Lahko pa, da imam zdaj pač, da distorzirano vidim to sam zaradi tega, ker res nisem več izpostavljen k tem informacijam, ker se jim pač izogibam. Mislim, sigurno, ne bom rekel, da mlajša generacija, ampak da ima reč generacije, ki mogoče niso toliko spremljali, ali pa da ima reč ne generacija, skupina ljudi, ki ni bila toliko izpostavljena temu, pa da nima dostopa do vira informacije, ali pa da jih niti ne zanima, ali pa da se gibljajo v krogih, ki pač nimajo tega znanja, ne, pol to, pa moje si lahko hiter potrošnik enega takega vira. Ne? Mene je stara mama razlagala, da je enkrat v svoji mladosti, ko je bila najstnica, da sta z eno kolegico od enega Mađara, ki je okoli potoval, pa je stvari prodajal, kupila en poseben čaj, ki bi naj jima pomagal shujšati. In sta pa kak mesec ali pa 2 to pile, ne? In da ba je delovalo, ampak da pa sta še pa zobozdravnikov in sta imele čisto neč zobe. Je on vprašal pač, če kaj, in sta povedali za tiš čaj in je rekel, da morata prenehati s tem in pa vse porihtali. Je pa kaj pa je bilo noter v tem čaju, ne veš? Kaj je bilo noter. Ja, svašta. Jaz bi, mislim, lahko bi bil neka stvar, ko ima zelo veliko kofeina, veš. Slabo je za sklenino, pa zavira apetit. To bi sam sklepil za ena. Ker recimo jaz verjam, mislim, obstajajo snovi, ali tudi v naravi, verjetno ne zdaj sam nujno tablete, ki pač zavirajo apetit, tako pač ne. Ampak zdaj ne obstaja pa nekaj, kar bo tebi samo po sebi kurla kalorije. Ne. Mislim, jaz sem tudi slišal, poznam osebo, ki je uporabljala kremo za kao hujšanje. Ti se namažeš s tistim, pa se kar maščobe tupijo. Je pa res, da je pa res ta krema pa imela učinek tega, da je ona ful je švicala zaradi nje. Tako da I guess, da je zgubila neki vodne teže, ne, ampak... No, kot tudi zdravila, tudi Ozempik ne povzroča, da boš ti poguril več kalorij, ampak pač zavira apetit. Ja, itak, ja. To jaz mislim, smo kar obdelala, zdaj mikrohranila, makrohranila, da bi mogoče pustila... Jaz zelo rad obdelam mikrohranila pa makrohranila. Ja, čez usta ven pa drugi. Ja. Tako da mogoče nadaljujemo z dietami, z dietami, z temi, ja, pa se lahko rečemo, z različnimi dietami, pa nadaljujemo v prihodnji epizodi. Imaš mogoče kakšno ključno misel, čeprav smo zdaj tudi razlagali o tem. Si že ti zelo nekaj povzemo.
Po mojem, iz tega sam potegnite, da ni vse en, kaj ješ, pa da probaš čim prej najti svoj prehranjevalni slog, ne pa dieto. Torej nekaj, kar lahko dlje časa vzdržiš, ne pa nekaj, na čemer ustrajaš. Pa da se držiš teh metrik, ko smo se menili o njih. Tako. Dovolj beljakovin, dovolj vlaknin, prave maščobe, pa to, kar smo omenjali. Pa mogoče uvediti postopoma neke manjše spremembe, ki se pa čas nakopičijo, ne? Tako, ker če boste vse probali naenkrat, boste zgubili motivacijo. Razen, če si na kakšni poroki, pa imaš bar, pa moraš vse probati. Ja, to je izjema. V redu, upam, da ste uživali, da ste se kaj naučili koristnega, upam, da nas boste porostali, oziroma povejte, če smo se kje zmotila. V naslednji epizodi gremo pa še na različne prehrambene stile, oziroma tako imenovane diete. Tako, vi pa kaj dobrega pojete do takrat. Nasvidenje. Drage poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Komentirajte, lajkajte in se naročite, ker če ne, se bo kaj zgodilo, Florian. Če ne bomo vašim najbližjim povedali vse vaše temne skrivnosti. Vse. Čau.